Mogoče ste še pred nekaj tedni, ko je kdo omenil politikov, malo zavili z očmi in upali, da bo pogovor hitro minil. A prav v teh časih vsi čutimo, kako močno odločitve politikov vplivajo na naše življenje. Danes, na primer, poslanci v Državnem zboru odločajo, kakšne ukrepe bodo sprejeli, da bo tistim ljudem, ki zdaj ne morejo hoditi v službo in ne dobijo plače, lažje. Za vas pa so zelo pomembni tudi sklepi, ki jih sprejmejo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, saj tam odločajo vsem, kar je povezano s poukom in skupaj z Zavodom za šolstvo dajo navodila šolam. No in prav zato je z nami seveda na varnostni razdalji sekretar z omenjenega ministrstva, dr. Jure Gašparič. Pozdravljeni. Naziv sekretar pomeni nekaj takega kot pomočnik ministrice. Upam, da se ne motim in gotovo poznate odgovore na številna vprašanja naših mladih gledalcev. Zato predlagam, da tale pogovor opravimo čisto tako kot šolsko spraševanje. Ne kot mačka okoli vrele kaše, ampak naravnost. Pripravljeni? Zdaj sem se za trenutek nekoliko prestrašil, ampak se bom potrudil po najboljših močeh. Nič ne bo hudega. Torej, eno najpogostejših vprašanj naših gledalcev se glasi, na naši šoli nam dajo tako zelo veliko gradiva, ali lahko država zapove, koliko naj pošljejo? Država, torej Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, seveda tega ne more zapovedati. Ministrstvo je tukaj zato, da pomaga, svetuje, da ta vzgojni proces, izobraževalni proces nadaljavo poteka kar najboljše. Tisti, ki najbolje vedo, kaj učenci potrebujejo, kako se naj učenci učijo, to so seveda učitelji. So pa strokovnjaki Zavoda za šolstvo skupaj z našimi strokovnjaki pripravili številna strokovna mnenja, v enem med drugim tudi piše, da potrebujejo učenci pri izobraževanju nadaljavo povprečju 2 do 3-krat toliko časa, da osvojijo neko snov kot sicer v praktičnem pouku v razredu. Tako da učitelji to vedo in jaz verjamem, da skupaj z učenci seveda skušajo najti tiste najboljše načine, da osvojijo čim več v tem, bomo rekli, eksperimentalnem načinu, katerega se zdaj lotevamo. Gospod Gašparič, kar v kamero gledajte, da vidijo vaše oči tudi naši gledalci. No, še to vprašanje, večkrat ste že povedali, da ste zadovoljni s potekom šolanja nadaljavo in pa nas zanima, kako to preverjate. Dobivamo različne informacije, eni imajo več težav kot drugi. Vsekakor, kot sem dejal, ta proces poteka zdaj 3 tedne in mi ga sproti pravzaprav dnevno spremljamo. Dobivamo podatke od učiteljev, ki jih posredujejo svojim ravnateljem, ravnatelji te podatke na to posredujejo naprej nam. Treba se zavedati, da je v tem sistemu 455 osnovnih šol in mi te podatke dnevno zbiramo, podatki s terena dnevno zbiramo, obdelujejo in potem sproti seveda poskušamo svetovati, pomagati in odpravljati tiste pomanjkljivosti, ki jih vidimo. Veliko statistike torej. Kako pa bo z ocenjevanjem? To je zelo pogosto vprašanje. Sploh mogoče, da ga ne bo? Brez skrbi, na žalost ali na veselje številnih učencev. Ocenjevanje v vsakem primeru bo izvedeno, s tem se dnevno pravzaprav na ministrstvu ukvarjamo, iščemo skupaj strokovnjaki ustrezne rešitve in lahko vam obljubim, da bodo vse te rešitve, vsi odgovori bodo še ta mesec znani. Je možno celo, da bo potekalo preko spleta spraševanje? Vse možnosti so ta trenutek odprte, ampak brez skrbi odločili se bomo za tiste načine, ki bodo tako učiteljem kot učencem kar najbolj ustrezni. Kaj pa nacionalno preverjanje znanja? Ste se že odločili, ga boste prestavili, ga morda celo ne boste letos izvedli? Scenarije preigravamo, ampak neznank je ta trenutek še precej, vse je odvisno od te epidemiološke situacije, kot rečejo strokovnjaki, ampak mislim, da bomo tudi te odgovore še ta mesec imeli, brez skrbi. Dobro, še zadnje vprašanje. Kdor še nima računalnikov, kam naj se javi? Ste že začeli deliti opremo? Ja, lahko res veseljem povem, da opremo ravno danes dopoldne poštarji po vsej Sloveniji razdeljujejo prvih 200 tablic in prvih 500 modemov, ampak ta akcija opremljanja z računalniško opremo in z modemi seveda bo potekala še naprej, tudi v naslednjih tednih in ob pomoči donatorjev. Zato res pozivam vse tiste učence in starše, ki te opreme še nimajo, ki teh možnosti nimajo, naj povedo to svojim učiteljem, naj povedo to svojim šolam, ravnatelji bodo potem to povedali lokalnim predstavnikom Zavoda za šolstvo, ti se bodo obrnili na nas in mi bomo poskrbeli, da v kar najkrajšem času vsi dobijo vso tehnično opremo, da bo izobraževanje nadaljavo dejansko lahko za vse potekalo tako, kot smo si zamislili. Odlično, najlepša hvala za odgovor in gotovo se še vidimo v naslednjih tednih. Hvala lepa za vabilo, pa srečno in zdravo vsem.